Hočeš boljšega, divjina, mir, želi tam nekaj zadaj, frišen zrak, sonce, če je, in pravi stroj. Seveda moram takoj povedati, da je to eden od avtov, ki sem ga najbolj čakal v zadnjem letu. Ja, jaz sem pač fan takšnih vzdržljivih strojev in Land Cruiser je pač eden najboljših, če ne celo najboljši. To je dejstvo, tega si jaz nisem izmišljal, ampak trobijo po celem svetu. Svetu, ja, ker je to, če se ne motim, še vedno avto, ki se prodaja v največ državah sveta. Že leta 2019 pa je prodaja presegla 10 milijonov vozil vseh generacij, kar je za terenca nora cifra. Skoraj tako nora, kot tukaj na Škotskem piha. Crkno bom. Zgleda lepo, ampak... Evo, nimam lih vsak dan priložnosti voziti star Land Cruiser, tako da moram izkoristiti pa povedati mogoče še kaj v zgodovini tega avta, ne? Ne vem, če znam to vžgati sploh. Okej, očitno bo, ampak mu je treba kar dati malo. Aha, pa drugače volan je to. Evo, če samo na hitrco, malo v zgodovini Land Cruiserja, začel se je kot odgovor na Jeepov Willys. Prvi pravi predhodnik pa ne bi bil BJ leta 1951. Ja, no evo, potem je pa kmalu sledila nadgradnja, model J20, ki je izgledal že precej bolj civilno, če lahko tako rečem, ker prvi so bili jasno razviti za vojsko. Leta 1960 pa že pride takšen J40. Ja, še vedno so bili to delovni stroji, zato se je potem Toyota odločila, da naredi še vejo velikih in bolj udobnih terencev. To je malo drugač, kakor smo navajeni pri novih avtih. Ampak glej, šlo pa je. Aha. Najprej bil to J50 že v 60-ih letih, potem pa so 90-ga predstavili še J70. To je bil manjši Land Cruiser, ki mu marsikaj rečemo Prado, ker smo v Evropi pač želeli malo manjši, ampak še vedno zmogljiv stroj. In vse to je pripeljalo do najnovejšega, ki se zdaj z interno oznako imenuje J250 oziroma LC250. No, J70 pa je bil predstavljen leta 1984 in se proizvaja še danes. Noro, a ne? Moram ga nujno tudi zapeljati. ...24 let razlike. Čisto nekaj drugega, pa še servoma. Pa res tak traktorski zvok. Kje se najbolj pozna razlika? Pri podvozju, po mojem. No, tudi pri krmilnem mehanizmu. Podvozju se pa res tam trese, nabija, je glasno. Prvo sem mislil, da bom klele ven iz avta padel, toliko je tresel. To ne se lahko lepo pele. Dobre. Ne moram verjeti, da tole še, koliko smo rekli, 40 let kasneje proizvajajo. Se res izkaza kot zanesljiv stroj. Kaj lahko torej leta 2024 ponuja avto, ki obstaja na trgu že 72 let in je Toyota dejansko utrdil na svetovnem zemljevidu svojo zanesljivostjo? Ja, očitno še naprej zanesljivost, predvsem pa terenske zmogljivosti. Vedno se hvalijo, da je to avto, s katerim se boš odpeljal na pustolovščino in prišel varno tudi nazaj. Ja, je kar narodno, če obstaneš kje v divjini, brez signala, vode in podobno kot recimo Istok na tem posnetku v puščavi. Ker 6 let je trajal razvoj tega novega modela, navadno nove avte razvijajo po 4, Kitajci celo samo 2 leti. In zato naj bi spet živel v naslednjih, mogoče celo 15 let kot predhodnik LC150, s katerim sem se sam vozil po vseh možnih cestah sveta. Najbolj pa sem si zapomnil tole avanturo v Namibiji, pa tole na Islandiji. Me prav zanima, kakšne pustolovščine bom doživel s tem. Ko mi čakam.
Najpomembnejše za poznavalce terenskih avtov, še vedno ima ločeno šasijo, torej ni postal pomehkužen cestni teren kot nekdanja konkurenca. Seveda ima novo platformo, ki so jo vzeli od terensko že itak zmogljivega in še malo večjega LC300, obenem pa so želeli, da se še vedno pelje po cesti tako lepo kot predhodnik. Jim je uspel? Zaenkrat se mi zdi, da so zmagali na vseh področjih, ker smo se peljali že po vseh možnih podlagah in tole sam gre. Nova platforma se imenuje GAF. Omogoča pa celo, da se mehansko s tem gumbom odklop stabilizator in ima s tem veliko boljši stik s podlago. So izračunali, da za 20%, torej toliko več časa kolo na tleh in ne v zraku, kar je pri terenski vožnji še kako pomembno, a ne? Ker kaj ti bo kolo v luftu, če itak ne more prenašati navora na podlago, da se lahko premika, a ne? Ja, Land Cruiser že prej ni bil ravno majhen avto, čeprav mu pri Toyoti pravijo, da je ta mali model. No, nov je pa še za 10 cm zrastel v dolžino, ampak to ne pomeni, da so se poslabšali stopni prehodni pa izstopni koti. Ostali so enaki, tako da lahko leze prek isto velikih skal kot prej, ker prej ali slej bo zmanjkalo poti. Novost je tudi drugače pomoč za spuščanje po klancu, ki zdaj deluje do hitrosti 30 na uro in ne rabite imeti vklopljenega reduktorja. To je zelo praktična zadeva, ko se vozite po kakšni spolzki cesti in če nimate tako dobrega občutka na zavorah, bo avto vse naredil sam, da kolesa ne bodo blokirala. Ok, zdaj sem pa zamenil za belega, se mi zdi, da ta bolj paše na cesto. Motor. Zaenkrat je isti, kot je bil v prejšnji generaciji, torej turbodizelski. Itak, kaj pa bi lahko med drugega ustrojil za na konec sveta. No, ima 4 valje, 2,8 litra prostornine in 150 kW, to so 204 konji, pa 500 Nm navora od 1600 vrtljajev naprej. To je pomembno, da velik navor razvije pri čim nižjih vrtljajih, da se lahko izkoplje iz kakšne blatne luknje. Ima pa novo turbino za boljši izkoristek in predvsem odzivnost. No, bo pa ta motor že čez 1 leto zamenjan še sodobnejšim, ki bo temeljil na 48-voltnem omrežju, zato naj bi bil še malo bolj odziven in malenkost bolj varčen. Mu pravijo blagi hibrid, torej bo prvič nekaj hibridnega prišlo v Land Cruiser, ampak seveda elektrika še ne bo služila pogonu koles, ampak bo samo pomagala določenim napravam v avtu. Seveda tudi težko, ker ne moreš kar povsod iti z avtomobila. Velika novost je tudi nov 8-stopenjski samodejni menjalnik s kompaktnim pretvornikom navora in precej krajšimi prestavnimi razmeri. Razvili so ga pa skupaj z iSIN-om in je prvič vgrajen v katerikoli avto. In zakaj se bolje pelje? Ker je na šasiju uporabljeno kar 11,9 metra strukturne smole, ki drži dele skupaj. 84 je tudi dodatnih točk za varjenje. V glavnem, s tem so dosegali res največjo možno togost, da je avto suveren na terenu in na cesti. In to se pozna, sicer še nisem zapeljal na toliko hud teren, ampak deluje pa kot monolit, kot da se res nič ne zvija. In zelo malo se stresa takole na cesti, pa luknje res zelo, zelo lepo pobira. A je sploh važno, kako takšen stroj na koncu izgleda? Očitno ja, ker ne izgleda slabo. Zboka je takole prepoznavno Land Cruiserski in oni temu pravijo uporabna lepota, če se lahko izrazimo, ker so občutljive komponente, recimo tukaj na maski namestili visok, da se ne poškodujejo, ko se vozite po terenu. Sploh takšen First Edition je meni hud, ampak jih bo samo 3000 in seveda so že vsi razprodani. Ampak ne biti preveč žalostni, baje bo v prihodnosti možno določene dele zamenjati, recimo tele oglate luči za takšne okrogle. Ja, tako si boste lahko pol ustvarjali svojega. Ne vem, če bi šlo, da imel recimo eno oglato pa drugo okroglo.
Pa še ena zanimiva zadeva. Tile 4 oziroma tale je eden od samo 4 avtov v Evropi, tako da moram še posebej paziti nanj. Tole so predprodukcijski prototipi in so nam jih dali zapeljati tukaj po krasni naravi Škotske, da jim damo še kakšen uporaben nasvet, preden grejo v veliko serijsko proizvodno. Tako da ta prvi avti bodo dejansko na cestah šele jesen. Ampak se ne vem, kaj bi sploh povedal, da mi mogoče tale gumb mi všeč ali neki, ker Land Cruiser deluje kot kakšen tank. Evo, gre posod, jaz pa lahko tukaj malo manj v kratkih rokavih uživam, pritiskam na plin, pa se režim srdem tele dol. Ker ful veter piha, pa jih po mojem malo zebe. Ja, dolg zajt ti ni bilo, ne? Krave si futro, destilarne obiskal, doživel vse 4-letne čase, kot pravijo, ne? Sneg je padel, na polno je lil, sonce je žgalo, vse je bilo, res. Škotska, kot jo poznamo. Ja, sem bil včasih zdi, kot da so svoje vreme kar k nam izvozili. A poleg viskija. Ja. Drugače pa še to zanimivo. Imel sem priložnost spoznati glavnega inženirja za Land Cruiser in je povedal, kako je do tega avta sploh prišlo. Ja, in kako je prišel od tega avta? Zdaj je slišal, lej, že čaka tam. The Land Cruiser was started as some of the military vehicle. So the military requested to Land Cruiser, to Toyota, to make off-road vehicle, the 4WD off-road vehicle. It has some competition with other suppliers. Like a Mitsubishi-san, something like that. Unfortunately, Toyota couldn't win this competition. So, Toyota's engineers never give up mind. So that's why they decided how to appeal the performance for the Land Cruiser to the military and other customers in Japan. One of the appeal was taking the Mount Fuji. So this is the evidence for the performance of the tough performance and also the off-road performance. So finally, that challenge decided the another competition. Won another competition, Land Cruiser. So this is the roots of the Land Cruiser. Z BJ-jem, ki je predhodnik današnjega Land Cruiserja, so potem dosegli 6. kontrolno točko, kar je najvišji kot s katerim koli drugim avtom do takrat, ne? Vse ostale pa zgodovina. Ja, in to je avto, ki se danes prodaja v največ državah na svetu, ne? Ja, kar hudo. Drugače pa, ki si prej omenil destilarno, ne? Royal Lochnagar se imenuje, ne? In to je bila najljubša destilarna kraljice Viktorije, zato ima tudi Royal v imenu, ne? Je pa to ena taka luškana, majhna, tradicionalna destilarna, 500 000 litrov na leto približno, kar je manj od vseh tistih ogromnih destilarn, ki smo jih mi takrat obiskali na našem road tripu po Škotskem. Na naših 2 road tripih, ne? Ker prvič nam je bilo tako všeč, da smo se naslednje leto šli še enkrat. Oba prispevka vidite na volan.si. Pa še ne, vsi smo posneli, ne? Sicer je... Lej, tole! Sicer je malo drugače gledala, kot smo si mislili, ampak ja. Ja, dobro, imamo je pa, ne? Kje pa, že?